podpis dogovora o dolgoročnem sodelovanju in podpori slovenskemu kmetijstvu in zadružništvu, ki ga bosta podpisala Toni Balažič, predsednik uprave poslovnega sistema Mercator, in Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije. Spoštovani, danes je bilo kar nekaj debate že tukaj, ko sem zjutraj omenil ta podpis tega sporazuma, ker je bilo kar malo presenečenja, ne? Ampak to dogovarjanje je trajalo dolgo. Ne samo lansko leto malo bolj intenzivno, ampak že tudi prej smo se o tem našem sodelovanju kar na dolgo pogovarjali. Prvo polovico lanskega leta malo bolj na trdo, bolj na svojih stališčih, bolj na svojih okopih. V drugi polovici lanskega leta pa smo se začeli potem zbliževati. Vedno bolj smo ugotavljali nekako, da drug drugega potrebujemo. Vse je pa odvisno od ljudi. Ljudje smo družabna bitja, živimo v nekem skupnem okolju, torej in odločamo se, ali bomo med sabo sodelovali pozitivno, lahko delujemo drug proti drugemu, lahko smo drug do druga indiferentni. In tudi vsaka poslovna zadeva in poteza se začne s tem, ali smo ljudje med sabo kompatibilni, ali hočemo nek dogovor, ali ga nočemo. In nekako smo, tukaj lahko rečem, da so se s predsednikom uprave Mercatorja tudi po tej osebni ravni nekako našla. Tudi pri njem sem nekako čutil ta interes, da najdemo neko skupno dogovarjanje okoli tega. In bilo je ogromno teh sestankov, nekaj skupnih z vsemi vami zadrugami skupaj, potem nekaj je bilo tistih sestankov nekje v ožjih krogih, ožja ekipa Mercatorja, ožja ekipa Zadružne zveze, nekaj je bilo pa tudi sestankov med mano in med predsednikom uprave Mercatorja na štiri oči, kjer sva si zelo jasno si stvari povedala. Torej, ali sodelujemo ali pa gremo vsak svojo pot. Seveda oba sva bila na koncu mnenja, da je treba, da sodelujemo, da najdemo neko skupno pot, da v tej verigi, v kateri sodelujemo, na tej, torej kmet, zadruga, podjetje živilske industrije in pa tudi največji trgovski sistem, da je prav, da najdemo skupno pot, da sodelujemo in da smo lahko tudi vsi zmagovalci. V poslu ni vedno tako, da moram jaz dobiti, ti moraš izgubiti. Ni vedno tako. Lahko najdemo tudi neke rešitve, kjer lahko vsi pridobimo. In v naši družbi se tega danes premalo zavedamo. Na mnogih področjih, od politike do gospodarstva, do osebnih odnosov. Kjerkoli se srečujemo, vsak mora kdaj stopiti korak naprej, da lahko potem stopi naslednjič 2 koraka naprej. In vesel sem, da smo se tukaj našli. Ta sporazum je izjemnega pomena za nadgradnjo tega našega sodelovanja. Torej, koncem lanskega leta smo prišli nekako do nekega dosti solidnega dogovora na področju franšiznega delovanja, glede odkupa sadja zelenjave in nekako ta podpis sporazuma nekako nam daje dobro podlago za eno res odlično sodelovanje tudi v prihodnosti. Glejte, zadruge odkupimo kar 80% vse slovenske pridelane hrane. Prej smo videli podatke tukaj našega kolega iz Evropske unije, torej Tomasa Magnusona, predsednika Kodžeke, Zveze evropskih zadrug, in videli smo, da to, kar imamo slovenske zadruge, je prav gotovo prav v vrhu držav, tudi razvitih držav Evropske unije. Torej, kljub hudi globalni konkurenci, smo zadruge v Sloveniji uspele zadržati zaupanje svojih kmetov. Torej, 80% vse hrane odkupimo. Kljub temu, da je huda konkurenca, globalna konkurenca v tej globalni Evropi, in to pomeni, da zadruge dobro delamo, da vemo, kaj delamo, kljub kritikam občasnih tu in tam. In tega seveda se zaveda tudi vodilna ekipa poslovnega sistema Mercator in mi smo tu že zgodovinsko nekako vpeti v sodelovanje, torej že desetletja nekako sistem Mercator z zadrugami dobro sodeluje, bila so obdobja malo boljša, malo slabša, torej v tem zadnjih letih je bilo, torej ali okrepimo sodelovanje ali se razidemo in vesel sem, da smo našli skupno pot. Tako da jaz res tudi osebno se bom tudi v prihodnosti trudil, da to koordinacijo zadrug nekako povezujem. Tudi z predsednikom sva vedno dogovorjena, kadar pride kakršenkoli problem, se osebno slišiva in tudi lahko rečem, da sva v zadnjih časih brez nekih medijskih zgodb, brez nekih napihovanj, nekih malih problemov, velike probleme uspela take probleme tudi rešiti, kadar pride neka težava na nivoju neke konkretne zadruge. Tako da jaz sem hvaležen za tak dogovor in mislim, da je to ena dobra podlaga našega delovanja tudi za naprej. Toni, hvala lepa tebi, tvoji ekipi in pa prosim, da še ti izrečeš par besed.
gospod Balažič. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Mislim, da je težko nadgraditi to, kar je Peter povedal. Mislim, da je celovito zaokrožal vse ključne poante, ki so pravzaprav s tem podpisom pomembne. Gre namreč za povezavo med ljudmi, gre namreč za povezavo med organizacijami. In mislim, da tukaj, ko danes pred vami stojim, lahko rečem, da je Mercator zgodovinsko povezan z vami. Sami veste, da ne nazadnje Mercator skozi teh svojih dobrih 60 let zelo dobro sodeloval z zadrugami in tudi zgradil to pozicijo Mercatorja kot najboljšega ponudnika slovenskih izdelkov. Zdaj je tudi pravzaprav pravi čas, da podpišemo ta sporazum, kajti prah po prevzemu se je v bistvu nekoliko polegel. Sami vidite, da revolucionarnih sprememb ni. Mercator je še v bistvu danes daleč največji odkupovalec slovenskih izdelkov. Mi kupimo skoraj pol milijarde izdelkov od slovenskih dobaviteljev, to je več kot promet kakšnega trgovca. In seveda s tem pravzaprav želimo tudi nadaljevati. Ampak za to nadaljevanje je v bistvu pomembno ne samo to, da imamo to neko zgodovinsko platformo sodelovanja organizacij, ampak da imamo tudi neko osebno zavezo. Kajti vidimo, da če pravzaprav želimo, da vsi ti sporazumi, ki jih podpisujemo, ne ostanejo zgolj neka črka na papirju, mora biti tudi sodelovanje med nami na zelo visoki ravni. In če pogledamo zgodovino, vidimo, da vseeno papirji, ki smo jih podpisovali, pravzaprav so imeli neko svojo vrednost. Spomnimo se žitne verige, je absolutno dala svoje rezultate tudi v smislu večje slovenske samooskrbe. Ne nazadnje, mislim, da je pridelava slovenske pšenice za peko kruha zrasla, mislim, da iz 20.000 ton na približno 50-60.000 ton. In to je vsekakor zasluga pravzaprav vseh nas, vsekakor pa tistih, ki so najbolj verjeli v ta projekt. Pa nadaljujemo z zelenjavno verigo. Tudi zelenjavna veriga je dala neke svoje rezultate in lahko rečemo, da v bistvu v lanskem letu je Mercator odkupil skoraj tretjino, torej približno 30% vse slovenske sadje in zelenjave. In s tem pravzaprav želimo nadaljevati. Želimo nadaljevati zato, ker pravzaprav verjamemo v to, da dober trgovec mora biti lokalni trgovec. Zakaj lokalni trgovec? Ker je najbolj povezan z lokalno ekonomijo, je najbolj povezan z lokalnimi ljudmi, mi smo ne nazadnje tudi največji zaposlovalec in vsekakor tudi verjamemo v kakovost lokalnih proizvodov. Slovenski proizvodi so kakovostni, jaz sam ne nazadnje izhajam iz prehranske industrije, kjer sem prebil nekaj let in moram priznati, da sem pravzaprav okrepil vero v to, da so proizvodi, ki jih jemo v Sloveniji, kakovostni. Seveda pa je pomembno to, da mi te odnose gradimo na nekih dolgoročnih partnerstvih. Kratkoročnih rezultatov v današnjem času pravzaprav več ne moramo pričakovati. Vidimo, da vsi ti sporazumi rabijo nekaj let, da zaživijo, da dajo neke svoje resne rezultate in to preprosto ni enostavna pot. To je pot, kjer je potrebno sprejemati kompromise, to je pot, kjer se vedno znova moramo zavedati svojega cilja. In zavedati se pa pravzaprav moramo tudi tega, da negativizmi in podtikanja najbolj škodujejo pravzaprav vsem nam. Takrat smo v situaciji, ko vsi izgubljamo. Mi vsi izgubljamo takrat, če potrošnik izgubi vero v slovenskega kmeta, v slovenski proizvod, v slovenskega trgovca. In verjamem, da bomo zgolj z odprtim, transparentnim, partnerskim, dolgoročnim odnosom pravzaprav pripeljali do tega, da bomo dosegli tak nivo, kot ima mogoče v odnosu do lokalne prehrane in pridelave kakšna naša sosednja država. In mislim, da trend ni slab, trend je pozitiven, ne smemo pa obupati. Pomembna pa je tudi konkurenčnost. Zaveda se pravzaprav moramo, da živimo v okolju, ki narekuje konkurenčnost vseh nas. Zato si želim, da v tem dialogu, ki ga vodimo v bistvu tudi pogovore o tem, kako okrepiti konkurenčnost slovenskega kmetijstva, slovenskega primarja.
Mislim, da imamo pravzaprav vsi v celotni verigi še zmeraj ta izziv, da moramo povečati našo konkurenčnost. Tako primar, tudi absolutno predelovalna industrija, kot jasno tudi trgovina. Trgovina je ne nazadnje pod zelo velikim pritiskom. Če boste pogledali trende doma, torej v Sloveniji in po Evropi, boste videli, da marže trgovcev izrazito padajo. Marže posod po verigi pa ne padajo. Trgovec je seveda zadnji v verigi in trgovec je tisti, ki v bistvu pokasira največ kritike. Mnogokrat tudi neupravičene. Zato je potrebno ta dialog, ki je pred nami, voditi zelo transparentno in zelo odkrito, da bomo dejansko dosegli te svoje cilje, ki smo si jih zastavili. Jaz osebno verjamem, da sporazumi, ki jih pravzaprav podpisujemo skupaj z vami, v tej ekipi, da bodo prinesli svoje rezultate. Predvsem pa je najbolj pomembno to, da se zavedamo, da ti sporazumi morajo okrepiti vero, ugled slovenskega kmeta, slovenskega izdelka. Vero v to, da bo slovenski potrošnik absolutno verjel, da če poseže po domačem izdelku, kupi najboljši izdelek. Sporazum je nekaj, po čemer nas bodo merili čez nekaj let in jaz vsekakor verjamem, da bodo rezultati prišli. Hvala lepa. Zdaj oba podpisnika prosim, da pristopita k podpisu. Zahvaljujem se obema podpisnikoma, gospodu Toniju Balažiču in gospodu Petru Vrisku.